Dober večer, dober dan, lepo pozdravljeni. Zdravo, zdravo, prišel naš čas, lepo pozdravljeni. Me slišite, me vidite, smo tukaj, ste z mano? Dajte mi napisati, lahko napišete ime svoje, pa iz katerega kraja prihajate, da se malo ogrejemo, da se zberemo, pa da lahko danes čim več naredimo. Evo, kdo bo prvi, kdo se opogumi, torej jaz sem sicer iz Maribora, ta trenutek sem pa v Dalmaciji, tu za mano eno vroče poletje, tako kot v Mariboru, tako kot v Sloveniji, ni nevihte bilo danes nič in se veselim tega srečanja z vami. Torej, ali me slišite, ali me vidite, dajte napisati, prosim, dajmo malo sodelovati, zato da se lahko pozdravimo. Evo, Kristina že piše pozdrav iz Goriških Brd, pa bi, čakajte, veste kaj moram jaz tu vam menda vklopiti? Aha, gledajte samo malo, vam bom jaz vklopila, da lahko vsak, evo tako, zdaj pa mislim, da bo. Lahko pišete, še ostali, zdaj pa mislim, da lahko se vsak oglasi, toliko da se, imamo, evo, iz Maribora smo, Alenko imamo tukaj, dajte se malo dvigniti rokico na ta način, Dušan iz Avstrije, iz Maribora imamo, Blanka iz Svetega Tomaža, Štajerska, Maribor, Ljubljana, Šempeter, evo, mi je všeč, pozdrav iz Ormoža, bravo, Hrastnika, Izole, Medvode, Kranj, Koper, bravo, sem zelo vesela, Trbovlje, še se pridružujete, Novo mesto, Grosuplje, Krško, krasno, evo, krasno. Dolenjsko imamo, če sem kakšnega spustila, Žalec, Koroško, Primošten, celo Slovenijo imamo, pa še tule imamo tudi Dalmacijo Primošten, Kočevje, Krško, Celje, Portorož, Velenje, super, Domžale, krasno. Oslo, celo gor na severu smo, bravo. Zelo sem vesela, da ste se odzvali temu povabilu za ta webinar. Današnji webinar je namenjen temu, da res pokažem vam, da vam razložim, da vam demonstriram in da se naučite, kako v bistvu nastopati brez strahov. Kako tapkanje v živo, morda pa res na koncu naredimo, vam je všeč, tole v živo je močna energija, bomo razložili. Tako da ostanite z mano do konca, imam pripravljeno za vas darilo, eno presenečenje oziroma nekaj, kar vam bo koristilo, povezavi z današnjo temo, torej kako se boste lahko res rešili teh strahov. Tako da smo za vas z mojo ekipo pripravljeno darilce, tako da ostanite na koncu z mano. Torej, darilce ne bomo po mailu pošiljali, dobite ga tukaj prilepljenega. Bomo pa kakšno urco skupaj, mogoče kako minutko več, bom probala biti čim bolj učinkovita, čim več vam razložiti, rabim pa seveda tudi vaše sodelovanje. Rada bi vam res čim več danes predala nekega znanja in tudi energije in tudi izkušnje. Tako da se gotovo bomo danes tudi to izkušnjo delali. Torej, kako se rešiti strahov, kako samozavestno nastopati, kako stopiti v svojo moč, kako začutiti svojo lastno vrednost, kako začutiti svojo ljubezen do sebe in kako v bistvu se rešiti, da nas ne vodijo več strahovi, ampak da nas vodi zaupanje vase. Tako, vidim, da se še zbiramo, še kdo bo se pridružil, tako da darilo sem vam povedala. Prosim pa vas, če izklopite telefončke, če izklopite vse, kar bi vas zdaj motilo, kakšen Facebook, še kaj drugega, da vam nič ne bo cingljalo, da vas nič ne bo motilo. Rada bi, da ste res z mano, da mi sledite, da gremo čez ta cel proces, da boste največ imeli od tega. Tako da, evo, prosim, če res izklopite pač vse, kar bi vas lahko zmotilo v tej uri, Pa da vam povem par besed o sebi, kdo v bistvu sem. Torej, moje ime je Asja Dominko, prej sem se imenovala Vlasta Kuster. Jaz sem to 2 leti nazaj ime zamenjala, nekateri me še pod tem imenom poznate. Toliko enih stvari se je v mojem življenju zgodilo, toliko enih transformacij in posledica tega je tudi to ime. Sicer pa moč, stojim za tem, že več kot 12 let pa se ukvarjam s tem, da ljudem pomagam čistiti nekako čustvena bremena. Ljudem pomagam, da se rešijo strahov,
da se rešijo travm, da se rešijo vpliva slabega otroštva, slabih izkušenj in da zaživijo nekako sproščeno, mirno. Torej, stojim za tem, da vsak od nas lahko živi sproščeno, srečno, polno, ustvarjalno življenje. Za tem stojim. Za tem stojim. In noč in dan živim za to in sama pri sebi hočem v bistvu voditi z vzgledom in živim to, kar učim, in res stojim za tem, da vsak od nas lahko živi življenje brez strahov. Polno ljubezni, polno zaupanja vase, polno moči, ne v pomanjkanju, v strahu, v nemoči, ampak ravno obratno. Torej, to je tisto, za čemer stojim, in moč mojega dela je pa v tem, da lahko posežem res v podzavest vsakega, ki pride k meni. Da lahko najdem prave besede, da se lahko dotaknem tam, kjer vas najbolj boli, in tisto iz vas spravim ven. In tisti, ki ste v mojem programu Notranji mir, imate to izkušnjo, kako močne so te terapije, ki jih delam, vsako leto so močnejše. Torej, moč mojega dela je v tem, da lahko iz vas očistim nek stres, ki se je nakopičil v vas. Evo, to je nekako na kratko, sicer sem diplomirala iz biokemije, magisterij imam iz temeljnih medicinskih znanosti, nisem pa zdravnica. Imam pa malo ozadja in iz farmacije in iz medicine in ogromno znanja iz tega energijskega zdravljenja in predvsem čustvenega zdravljenja. Tako da vse to neko kombinacijo je tisto, kar vam danes lahko ponudim. Zdaj pa je moje vprašanje za vas, kaj pa vi pričakujete danes od tega webinarja? Kaj je tisto, da ste se danes odločili, da si vzamete to urco, da ste z mano? Tako da vas prosim, da mi napišete, da imam malo tudi povratne informacije z vaše strani, prosim. Ana potrjuje Asine besede o učinkovitosti programa Notranji mir. Ana, krasno. Ana je tudi zelo dvomila, ampak korak za korakom se res prav čudeži dogajajo. Bomo o tem programu tudi na koncu bomo malo več razložili. Da se rešim strahu pred nastopanjem. Torej, to je točno to, kar smo mi rekli. Strah pred nastopanjem. Mogoče lahko poveste kaj več, kaj je to v službi, ali je to v poslu, ali kje bi bil ta strah, ali je to v kakšnem zboru, ali kje. Maja Radovedna, Dušan, da se znemimo strahov, Anja se pridružuje Ani, imate že pozitivne izkušnje, imate nekateri že zelo, bomo pol kaj več povedali. Pri petju, imamo tremo pri petju, ja. Jaz si želim izgubiti tremo pred javnim nastopanjem v službi, dobro, strah pred, evo že pišete, čakajte, strah pred govorjenjem v angleščini, ja. Denis, strah, notranji nemir, trema pred nastopi v glasbi, problemi že mesece pred nastopom, potem dolg proces pomirjanja po nastopu. Bom to danes razložila, zelo lepo ste opisal, Denis. Romana, ker me je strah javnega nastopanja v službi, ja. Kar napišite, naj vam ne bo nerodno, tukaj smo res zato, da čim več naredimo, da vam čim bolj pomagam, zato zaupajmo si. Slovenci smo toliko zadržani glede čustev, ampak vedno bolj tudi te naše blokadice podiramo. Torej imamo večjo samozavest pri nastopanju, ja, zmanjšanje stresa pri vodenju službenih obveznosti, dobro, strah pred nastopi in se znebite rdečice, ja, da se znebim strah pred izpostavljanjem pred ljudmi, ja. Jadranka, čutim vašo iskrenost, želim se osvoboditi strahov. Ja, iskreno pa je vse, kar delam, to pa je absolutno iskreno. Magda, da ne bom imela treme pred predstavljanjem v službi pred šefi, ja. Monika, da se rešim strahov pred nastopanjem in predavanji, zmeraj sem nemirna in na to preveč hitro govorim, ja. Andreja, strah me je nastopati zlasti v tujem jeziku. Imate službeno že tudi v angleščini, jaz se tudi pripravljam, mi se tudi skupaj z ekipo pripravljamo, tudi že malo govorimo v angleščini, pa je malo treme zraven, je treba to premagati, ja. Izboljšati javno nastopanje, pričakujem nasvete za notranji mir. Jana, bojo nasveti tako, da se znebim strahov, bodi si javnega nastopa, bodi si strahov od šefa, dobro, izboljšati nastop pred drugimi, branje pred množico ljudi, ja, strah in trema pred javnim govorjenjem, ja, strah pred nevihto, Marjeta, specifično ne bomo danes nevihte, ampak malo pa boste se vseeno našla noter, ne, vseeno se boste našla. Strah pred javnim nastopom in izboljšava svojega nastopa, Strahovi predvsem, kar javnega vključuje mene, Katja, da lahko nastopam in da nimam rdečice, strah pred izpostavljanjem službi, zmrznem, strah pred avtoritetami, ja, to je tudi povezano, povečati zaupanje vase, povečati notranje moči, Simona, lepo,
Zaradi strahu, Kristina, se mi občasno pojavi jecljanje pred zaposlenimi, sodelavci, neznanci. Duša, praktične vaje za premagovanje in pomoč pri javnem nastopanju. Strah pred neznanim, želja po osebni rasti, znebice, treme, samozavest, samozaupanje. Prvič občinski svetnik, strah in trema na govorniškem odru. Zanimivo, ne? Življenje nas dvigne na oder in potem nas strah bi nas pa rad dol potegnil, ne? In potem je naša naloga, da ta strah zmanjšamo in da ostanemo na odru, ki nam življenje ponudi, tak ali drugačen oder. Tako da, ja. Znebice strahu pred javnim nastopanjem, povečati samozavest, jasnost, samozavest notranje močna, strah pred nastopanjem, tako, evo, mislim, da sem v glavnem šla čez, tako, to je današnja tema, vidim, da ste se našli in da je točno imamo to, kar smo se pogovarjali. Jaz se spomnim, pa vam povem mojo zgodbo, točno 20 let, oziroma tu nekje okoli 20 let je, ko sem bila jaz na enem odru in sem mogla nekaj povedati, šlo za nek mrežni marketing. In takrat ni mi šlo, oziroma potem tisti mentor, ki je bil moj, je prišel k meni, zelo sem ga spoštovala, zelo sem ga imela rada, pa je rekel, veš kaj, pa vse v redu govoriš, samo zakaj nisi samozavestna, daj naredi nekaj s to svojo samozavestjo. In potem sem jaz tuhtala, kako pa naj to naredim, tu pa prej pa mi ni več samo povedati. In trajalo je leta in dolgo, da sem pogruntala, kako lahko to samozavest povečam. Ne? In če se spomnim takrat, kako v sebi sem bila krhka, čeprav na zunaj sem se znala narediti, da mi kar gre, dostikrat sem lahko zblefirala, ampak v sebi sem bila pa zelo krhka, v sebi sem bila zelo nemočna in nisem se počutila vredno in nisem se počutila sigurno vase, in sigurno nisem bila samozavestna. In ta gospod je bil toliko spreten z ljudmi, da je to takoj opazil in mi je tudi to rekel. In če pogledam, kje sem danes, še vedno imam malo strahu spoštovanja, sploh zdaj, ko vem, da vas je tukaj več na webinarju, ampak to je nekaj normalnega, ko imamo spoštovanje do svoje publike, da se res pripravimo, da res vemo, kaj bomo govorili, da res priprave je pač sestavni del tega. Ampak danes lahko res govorim pred vami, danes sem lahko samozavestna in če takrat nisem upala niti splošnih stvari govoriti, danes lahko govorim iz srca. Danes lahko povem tudi take stvari, ki sem nikoli nisem priznala nikomur. Danes jih lahko pred mnogimi vami povem in to je tudi ena moč, da si upamo biti to, kar smo, da si upamo biti tudi ranljivi, da si upamo tudi povedati naše šibke točke, ker vemo, da imamo veliko potencialov, pa kako šibko točko in je vse skupaj čisto okej. Tako da, evo, če je kdo, da vam lahko tukaj povem, je gotovo ta moja zgodba. In danes bi vam rada predstavila stvari, kako v bistvu to ne rabite toliko let, ampak hitreje pridete do tega, do samozavestnega nastopa. In zdaj vas prosim, zdaj bomo pa naredili eno vajo na začetku. Hvala za Štefani za pohvalo, pa za tope objem. Ja. Zdaj pa gremo, zaprite oči in vstanite, prosim. Vstanite in se obrnite proti enemu delu prostora, v katerem ste, lahko tudi čez okno pogledate, ali ne vem, kaj vidite čez okno, ali bloke vidite, ali vidite gozd, ali vidite karkoli hiše. In si predstavljate, da je tam vaša publika, tista, pred katero običajno nastopate. Zaprite oči in samo si predstavljate, da so tam ljudje, pred katerimi morate nastopati. Lahko si pa tudi predstavljate čisto konkretno situacijo na odru, tako kot smo slišali, ali pa mogoče kdo v cerkvi bere, ali pa mogoče v službi, v tisti, ne vem, sejni sobi, ali pa v dvorani. Kjerkoli pač je tista vaša pozicija, rada bi, da za čim bolj si predstavljate. In si predstavljate, da ste tam in da govorite in poglejte, kaj ob tem čutite. Poglejte, kaj ob tem čutite, da govorite in da vas tam ljudje poslušajo. Prosim, bodite pozorni na svoje misli, ki se vam začnejo takoj pojavljati. Tudi, če si sam predstavljamo, to zdaj ni resnična situacija, ampak tudi, če si sam predstavljamo, v bistvu se nam že neki občutki vzbujajo. Predstavljajte si to, kakšni občutki, kaj se vam v telesu dogaja. Kaj se vam dogaja? Imate mravljince, se vam zdi, da imate že potne roke, samo ob tem, ko si predstavljate, ko vizualizirate, ko se probamo igrati to igro, nam možgani, naše celo telo že sporoča, ne, ni varno, ni dobro, nehaj, umakni se. In predvsem bodite pozorni, brez obsojanja zdaj samo z radovednostjo spremljajte svoje telo.
Kako se vam telo odziva? Kaj ob tem čutite, ko vi stojite in govorite? Kako se vam telo odziva? In dajte na nek način ovrednotiti to vašo reakcijo od 0 do 10. Če bi 10 bilo maksimum, nič bi bilo, da to ni nič. Koliko je jakost te vaše negativne reakcije ob tem, da nastopate samo kot vizualiziramo. Ja? Torej stojimo in si predstavljamo in vizualiziramo in zdaj že imate reakcijo. In vas prosim, da mi napišete, meni pa tudi sebi na papir napišite, da bomo imeli malo primerjavo zdaj in potem. Katera je tista negativna reakcija, ki se vam sproži že samo ob misli, da govorite? Kaj se vam v telesu dogaja? Če mi lahko prosim napišete. Na kratko, ni treba predolgo, na kratko, težko dihanje, vitre srca, gledajte, drhtenje, potenje, razbijanje srca, cmok, močno razbija, prepriča, da nisem dobra, hitreje, bitje, notranji nemir, je clala, manj vrednost, potne roke, vročica, sploh krepa v želodcu, hitrejše cmok, občutek, da nisem povedal bistva, ja, živčnost, tesnoba v želodcu, v nogah začutila mravljince, rdečica, kepa v želodcu, jabolko v grlu, drhtenje, tesnoba. Zanimivo, vidite, včasih se najdem besed, obraz postaja napet, živčnost, jaz bi dal oceno 7, ritem srca večji, potne roke, postane mi še bolj toplo. 7, ja, ok, dobro. Tresenje v želodcu, krč, potenje, pritisk v prsih. Nisem sedaj uspela tega vizualizirati. Ok, Marija, nič hudega. Torej, gledajte, občutek, da bom dobila provokativna vprašanja, na katera ne bom znala odgovoriti. Ja, praznina v glavi, obraz napet, polna, ja. Zdi se mi, da nisem povedala bistva. Dobro, sem videla. Zdaj, kot vidite, niste sami, ne? Kot vidite, je tega strahu veliko. Tu nas je zdaj 158 prijavljenih, z mano vred 157, kot vidite, niste edini. Kot vidite, je tega veliko. To je ena stvar, ki jo upam, da zdaj razumete in prva stvar, ki jo morate tu narediti, da se ne obsojate. Prva stvar, ne obsojamo se. To, kar vam bom jaz zdaj razložila, je res, to se da vse rešiti. Če so občutki v vas, vi se s tem niste rodili. Ampak nekje na poti vašega življenja so se zgodile vam stvari in se je vaše telo naučilo, da ni varno se izpostaviti, ni varno nastopati, ni varno, ker bom kritizirana, ni varno, ker si bojo ne vem kaj mislili o meni, ni varno, ker me bodo mogoče kregali, mogoče zasmehovali. In prva stvar, ki jo morate razumeti prvič, je to, da niste sami in da druga stvar, da se ne bomo obsojali. In da danes resnično sprejmete točno to, kar se vam dogaja in prosim, če si to, kar ste zdaj meni napisali, tudi sebi na svoj papir napišete, če nimate papirja, si pojdite iskat, da bomo nekako sistematično se lotili tega problema. Prav? To vse, kar mi zdaj govorite, je absolutno rešljivo. Kako pa bomo rešili, bomo se danes več pogovarjali. Globje jaz to vse delam v programu Notranji mir, o katerem vam bom tudi govorila. Mehanizmi, ki pa jih rabimo razumeti in spremeniti, so pa podzavestni. So pa v bistvu naše izkušnje, ki smo jih doživljali tekom življenja in zaradi tega imamo danes to, kar pač imamo. Ampak, če se je to nekoč zapisalo v nas, se lahko to tudi izbriše iz nas. Prav, in jaz stojim za tem in moč mojega dela je, da vam to pokažem in demonstriram in da to rešimo. Torej, čisto vsak od vas se lahko teh občutkov reši, da bo lahko samozavestno in ponosno stal in jasno povedal svoje mnenje, ne glede na to, na katerem odru in komu, katerim ljudem. Prav, ali so to samo sosedje, ali so to nekdo, ki so mogoče po hierarhiji službeni manj od nas, ali pa to avtoriteta, da znamo spoštljivo, prijazno, ampak odločno povedati svoje mnenje. Za vsakega od vas je to možno. In verjetno imate zdaj tukaj dvome, ker ste mu verjetno že marsikaj poskušali, pa vam ni uspelo.
ampak resnično zmorete. Vsak od vas zmore se rešiti teh svojih strahov. To je prva stvar, ki jo morate danes razumeti. Druga, da niste edini, da je treba to ljubeče sprejeti v prvi fazi in da je to vse rešljivo. Zdaj bomo pa šli pogledati točno, kako lahko to spremenimo. Torej, občutki, ki jih čutite, so posledica nekih vaših izkušenj iz vaše preteklosti. Vi ste morali nekje na poti svojega življenja doživeti eno ali več izkušenj, ko nekako ste doživeli nekaj nesigurnega pri izpostavljanju, pri izražanju svojega mnenja. Morda je bila, in dajte zdaj razmišljati in sebi tudi kar napisati, kaj bi lahko to bilo kot razlog, da vam danes tako telo reagira. Ker tu imamo zgodbo, če si predstavljate kačo, zvito kačo, zdaj so včasih pisali, da je kača koga pičla. Če nekoga kača piči, bil je včasih slovenski pregovor, mogoče ga kdo pozna, če je nekoga kača pičla, se od takrat naprej boji zvite vrvi. To je pač pregovor, ampak je zelo dobro poveti to, kar vam hočem jaz povedati. Če nekoga enkrat kača piči, od takrat naprej njega strah vsega, kar spominja na kačo. In ga je strah zvite vrvi. Razumete? In če ste vi nekoč, vas je nekdo pičil, ko ste vi nastopali, vas je od takrat naprej strah vsega, kar bi bilo podobno tistemu piku, če tako simbolično rečem. In zato se moramo vprašati, katere izkušnje so tiste, kjer me je nekaj pičlo. To si zdaj lahko, ko boste imeli kak preblisk, si ga kar sebi zapišite. Ni treba tu zdaj nam, da ne bomo zgubljali časa, ampak malo moramo razumeti, kaj se nam dogaja in v bistvu, in če to razumemo, lahko spreminjamo. Ja? In hkrati z tem, včasih je kdo, mogoče ste imeli v osnovni šoli nek nastop, pa je bil problem. Mogoče ste bili glasbeniki, pa ste imeli težave s tem, pač glasbeniki ali pa vsi umetniki, performerji, ki so na odru, posebej glasbeniki, pač dosti izkušenj sem imela z glasbeniki, oni grejo čez tak drill, čez toliko ene vaje, čez toliko enih nastopov in tam se zgodi težnja po popolnosti. Zgodba, da moram biti popolna in včasih nismo popolni. In takrat se lahko doživi res pač neke stiske notranje. Igrala sem in sem se zmotila. In zdaj so vsi slišali. In potem to postane glavna misel pri vseh naslednjih nastopih. In par let nazaj sem imela eno Slovenko, krasno, ambiciozno, mlado damo, ki je igrala pri Dunajskih filharmonikih. Veste, da so to vrhunski glasbeniki, odlično plačani, dober moraš biti, da noter prideš. In ona je imela tako močno tremo, da je hotela službo pustiti. Potem sem jaz delala z njo in sva morala res poiskati veliko teh situacij iz njenega življenja, ko je ona nastopala in se je kaj zmotila, ali pa je mama, ki je bila glasbenica, je kaj rekla, pazi. Skratka, veliko nekih takih neugodnih čustvenih situacij, ki niso bile velike travme, ampak so bile neprijetne za to deklico. In ko je ona zrasla in ko je postala odrasla gospa, izjemno talentirana, izjemno sposobna, sprejeta na Dunaj med filharmonike, a ti občutki strahu so ostali. In če sva midve hoteli to rešiti, sva morali predelati te izkušnje za nazaj. In podobno morate tudi vi razmišljati, kaj je tistega, kar sem jaz doživela in je strah ostal v meni in moram spustiti, če hočem javno nastopati. To je v bistvu današnja tema. Kaj je v meni takega, kar sem doživela in še vedno ima vpliv name? Tudi če je to ostalo 10 let od tega, 20 let, 35 let ali 1. Kaj je tisto, kar sem doživela, da je ta strah se zasidral vame in da mi zdaj ne pusti nekako nastopati, da me je strah? Nina piše, kaj če se ne spomniš dogodka? To načeloma ni en dogodek, po navadi jih je več. Samo malo, zdaj, kako bi jaz tole Nino prebrala. Zdaj mi je šlo pa dol. Ali je možno, da to izhaja iz družinskih odnosov? Zelo možno, če ste imeli mogoče koga v družini, ki je bil strog, ki vas je večkrat opomnil, ki pozitivne stvari ni posebej poudarjal, ampak negativne pa je. Je to lahko že strah.
In ta strah je povezan tudi z nekimi podzavestnimi prepričanji, ki se pojavijo. To je pa nek vzorec razmišljanja, ki se ob takih situacijah zapiše v nas. In to bi lahko bilo čisto preprosto, nisem dovolj dobra. In zdaj si predstavljate, nekdo, ki ima močno prepričanje, nisem dovolj dobra, hkrati je pa pridna, pridna, in te življenje postavi na oder, ne? Na oder ali občine, ali Dunaja, ali Ljubljane, kjerkoli. In ta občutek ostane v človeku, nisem dovolj dobra. In če hoče ta oseba ostati na tem odru, je potrebno te stare občutke očistiti. Zdaj mi vsi pišete, to ne bom mogla zdaj vse brati, ampak bom potem... Ja, bom šla zdaj po tem, kar sem se pripravila, da vam razložim, ne? Torej, zakaj je potrebno, da se v bistvu ukvarjamo z neko preteklostjo? Zato, ker, zakaj je potrebno v bistvu, da se s tem ukvarjamo? Zato, ker ko smo nekoč nas je pičila kača, strah je šel v nas, mi smo zrasli in ta strah je ostal v nas. Smo bili otroci, nas je nekdo kritiziral ali pa nekdo nas je zasmehoval, ta strah je ostal v nas. Mi smo zrasli, naše telo je veliko postalo, a strah je ostal nekje v nas, nekje na nekem energijskem nivoju. In zato je potrebno se ukvarjati in razmišljati, ta strah, od kdaj ga imam? Potrebno se je sprašati, če je toliko močen, da me moti, je potrebno iti nazaj, potrebno se ga je pogledati in ga nekako očistiti, spustiti sebe. In v tem programu Notranji mir, ki sem vam ga omenila, ki vam ga bom tudi ponudila, če bo kdo želel, točno to delamo, iz tedna v teden, čistimo strahove iz preteklosti in vas osvobajam, da res lahko zaživite življenje, kot si ga vi želite, ne tako, kot bi si ga vaši strahovi želijo, če razumete razliko. In kaj je še pomembno, da se postavite zase? Tega nas tudi velikokrat niso učili. Ampak to se je tudi potrebno naučiti. Potrebno je to, ni samo nekaj preberem en stavek. Ne, vi morate priti do tega, da globoko v sebi čutite, da ste vredni, da se postavite zase, da ste vredni, da govorite svojo resnico, da ste vredni, en tak lep izraz je v angleščini step into your power, da stopite v svojo lastno moč, da začutite svojo lastno moč. In zato je potrebno se ukvarjati s svojimi občutki. Zato, ker ko to enkrat poštimamo, izginejo tisti simptomi, o katerih ste na začetku pisali. Mene kar vroče. Ko enkrat to uredimo, ko se čutimo, da smo dovolj dobri, ko se čutimo, da smo vredni, takrat ni problem stopiti pred ljudi in govoriti o tem. In takrat ni več rdečice, ni več potnih rok, ni več treme, ni več tega nelagodja. Razumete? In se pravi, vsi ti strahovi, ki jih imate, vse to nelagodje, o katerem ste pisali, je absolutno rešljivo pod pogojem, da se ukvarjamo z izvorom tega. Da razumete malo več, zakaj je to nastalo in da razumete tudi, kako se to spremeni. In gremo zdaj mi naprej. Zdaj pa bi rada, da si še enkrat predstavljamo, vstanite, prosim, in si poskušajte predstavljati zdaj drugo zgodbo. Prej smo poslušali telo, kaj nam v bistvu govori. Zdaj si pa poskusite predstavljati, zaprite oči, spet vstanite, obrnite se spet tja, kjer, tako kot prej, da gledate publiko in poglejte in si poskušate predstavljati, da ste močni. Probajte, kot da stopite v svojo moč, da začutite moč v sebi, da začutite mir v sebi, da začutite, da ste samozavestni, da ne zahtevate od sebe več perfekcionizma, da od sebe ne zahtevate več popolnosti, da si upate biti pred ljudmi točno to, kar ste. Probajte si predstavljati, kako bi bilo, če bi lahko resnično tako nastopali. Kako bi bilo, zdaj že malo treniramo naše možgane, kako bi bilo, če bi vi lahko resnično brez strahov nastopali? Kako bi bilo, če bi lahko mirno povedali to, kar tako ali tako veste, ali pa kar ste se pripravljali? Kako bi bilo, da bi lahko bili ponosni nase, da bi lahko bili samozavestni?
odločni, probajte malo te občutke začutiti v sebi. Pozitivne, kot da stopite v svojo moč, kot da čutite, da zmorete, kot da čutite, da to ni nič takega, no big deal, nič posebnega. Samo poveste to, kar si mislite, poveste to, kar znate, izrazite se, skomunicirate. Kako bi se počutili, da bi bilo to možno? Evo, in vas spet vprašam, napišite mi, prosim, lahko se usedete, kako vam je bilo to zdaj, ko ste si predstavljali? Torej, najprej smo si stare zgodbe predstavljali, zdaj mi gradimo novo zgodbo v vas. Kako se ob tem počutite? Saj vem, da vam stara zgodba še nagaja, ne? Ampak vsaj malo ste mogoče začutili to novo zgodbo. Napišite mi, kako ste se ob tem počutili? Na kratko. Odločno, bilo bi super, lažje, prepričljivo, olajšanje, lahkotno srečo, postane toplo, prijetno, zadovoljna, da mi je nekdo prisluhnil, sproščeno, radostno, notranje, mirnost, odločnost, kot da bi postal lažji, tople roke, mirnost v duši, brez treme. Kepe v želodcu ni bilo več. Bravo, poglejte. Utrip sem zmanjšal, malo zmedeno, svobodno, ja, veliko občutkov se je pretakalo, polno različnih slik na odru, malo bolj mirno in samozavestno. Tako. Glejte, in zdaj samo to, naši možgani in naše telo je navajeno na strah. Naše možgani in naše telo je navajeno, da smo nemirni, da nas je strah, da nas bo kdo kregal, da nas bo kdo obsojal. In mi vse, kar moramo narediti, če se hočete rešiti tega, da naše telo navadimo na to, da smo mirni, da smo samozavestni, da smo odločni, da smo pogumni. In to je v bistvu igra občutkov, igra prepričanj in to je tisto, kar moramo narediti, če hočemo, da se vi tega rešite. In to je vse možno in vse to izvedljivo. Prav? Zdaj bi pa vam povedala še konkretne korake, ki jih je potrebno tukaj narediti. Prvi korak, ki je powerful, bravo Irina, prvi korak, ki meni vedno pomaga, kadarkoli nastopam pred ljudmi, tako kot danes, in ki sem ga tudi vedno učila vsem tem performerjem, jaz rečem, glasbenikom, umetnikom, vsak, ki je pač prišel zaradi te stiske k meni, tudi učencem, otrokom, dijakom, ne vem, študentom z javnimi nastopi. Štefan, bravo, super. Torej, prva stvar, ki jo morate tukaj in si jo prosim danes zapomnite, ključna stvar, ko greste vi na oder, morate vi, imate lahko dve nameri. Na dva različna načina lahko stopite pred ljudmi. En način je tisti, da stopite pred ljudi z mislijo, kaj si bodo oni mislili, kako me bodo obsojali, kje bojo našli napake, kje me bojo kritizirali. To je en način. In ta način vas bo potegnil v spiralo slabega počutja. In ta način ni okej. In ta način je imela tudi ta mlada glasbenica, sposobna, talentirana, ki je bila izmed mnogih izbrana, je imela ta način. Torej, kje bom se zmotila, kje me bo kdo kritiziral, kje bo neka moja napaka, ja? Kje se bo pokazalo izmed 99% bo v redu, 1% bo pa slab in jaz se osredotočim na tisti 1%, kje bo tista ena napaka in kje bojo zdaj vsi to videli in me obsojali in sem jaz slaba. Ja, to je en način, s katerim lahko nastopate na oder in ta način prinaša težave. Imamo pa drug način. Drug način je pa čisto preprost. Gre pa za to, da ne nastopamo več s strahom, ampak z ljubeznijo, kaj lahko jaz tem ljudem dam. Me razumete? Kaj lahko jaz od tega, kar imam, dam, podelim s temi ljudmi. Če glasbenica igra svoj inštrument, violino, od malih let, 20 let, več ur dnevno, dan za dnem, teden za tednom, mesec za mesecem, leto za letom. Kaj mislite,
kaj lahko ona pričara s tem svojim inštrumentom, koliko ljubezni, koliko umetnosti, koliko glasbe lahko teče čez njo, čez njeno violino, jaz imam kar mravljince zdaj, koliko neke božje energije lahko gre preko, koliko tega flowa lahko gre preko nje in kako ona lahko s to glasbo tem ljudem pričara en čudovit večer in jih odpelje iz njihovih skrbi in kaj vse jim lahko ona da, ker je 20 let ona to živela za to violino. Ljubila je to violino. Če pa bo se osredotočila na strah, se bojo njene mišice zategnile, možgani ne bojo več razmišljali, roke se bojo potile, bo zablokiral, note bo pozabila in bo zablokiral. Ker bo šla s strahom, kaj bo naredila narobe. Kakšna razlika, če ona stopi z ljubeznijo, kaj vse lahko jaz dajem tem ljudem, tudi če se bom zmotila, jaz še vedno dajem njim 20 let svojega življenja, svojega srca, svojih ure in ure in ure, ki sem jih vadila. Me razumete? In isto zame, ko stopim tu pred vas. Jaz lahko se rečem, ok, na morju sem in nimam krtače, da bi si malo lepšo frizuro naredila. Lahko zdaj rečem, se sekiram, da boste vi zdaj razmišljali, kako frizuro imam jaz. Jaz ne razmišljam tega. Jaz razmišljam, kaj vam lahko dam, kaj vam lahko danes naučim, kaj lahko za vas naredim, kaj vam jaz lahko od moje 12-letne prehojene poti danes dam, kje se lahko naša srca srečajo. Kaj me briga, če nimam čist frizure? Me razumete? Ali pa nek performer, nekdo, ki bo na baletu, ne vem, na odru nastopal, na glasbenik, ko se bo prepustil, ko bo šel v svojo ljubezen, ko bo šel v svoj flow, ko bo šel v to svojo energijo, kako bo dajal, takrat bo dobra, hvala Katja, takrat bo dobra predstava, bo nekaj dal, ljudje bodo to začutili. Kadar bo se pa sekiral, joj, zdaj pa ne vem, imam hlače strgane ali pa ne vem kaj, imam mozolj. Ne bo v redu, razumete? In ko vi greste na oder, ko greste kamorkoli, bomo posnetek poslali, bomo vam posnetek poslali. Kaj ostali dobro slišite? Jaz mislim, da imam tu dober internet. Me razumete? In vi, ko greste vi nastopat, ko greste vi nastopat pred vaše ljudi, karkoli to, ali v službi, ali šefi vas nekaj vprašajo, zato ker vi tisto področje obvladate. In ni treba iti strahom govoriti, ampak greste s tem, svojim delom, vi delite nekaj, kar vi znate z drugimi. In ko se boste na ta način šli, ali pa če greste pet v zbor, boste dobili posnetek. Torej me razumete, dajte se zdaj vsak v svojo situacijo predstaviti in zdaj še enkrat ostanite in si predstavljajte, zaprite oči, vstanite in si predstavljajte, da greste tja, kjer vam je največji izziv in greste z namero, da nekaj svojega podelite s tistimi, ki vas poslušajo. Da nekaj svojega daste, da ne razmišljate, bom razložila takoj, da ne razmišljate o tem, kje se boste zmotili, kaj ne veste, ampak se fokusirate na tisto, kar znate in tisto podelite. Poskusite, če lahko. Jaz, tudi v tem primeru SENTA, izpitna komisija za govor diplomskega dela. Če ste delala diplomsko nalogo, ste se mesece s tem ukvarjala in pojdite z odnosom, da tisto, kar ste delala, predstavite ljudem, ki vas bojo poslušali in to je vse. Ker točno s tem, kar ste se vi ukvarjala mesece, se nihče od strokovnjakov ni ukvarjal. Verjemite, da ne. In tisto specifično področje ste vi vložila več časa kot vsi ti strokovnjaki. In zato tisto, kar imate, podelite z njimi. Razumete? Ne razmišljati, kaj vse oni več znajo kot vi. Seveda znajo, ker se že toliko let ukvarjajo z nečim. Vstanite in si predstavljajte, kako bi bilo, če bi vi šli z tem odnosom, tukaj sem, da podelim nekaj s tem, kar jaz sem, s tem, kar jaz delam, s tem, kar
kar se ukvarjam. Ne? Kako se počutite ob tem? Izjemno. Radostno. Uživate. Prijetno, umirjeno. Ja, nekaterim vam je že takoj boljše, nekateri pa še čutite strah. Ja. Ja, ok, se pravi, to je prva stvar, ki jo morate imeti, v glavi, v srcu, da ko nastopate pred drugimi, da greste tja, da dajete, ne da sprejemate kritike. Ne? Da dajete, ne da sprejemate kritike. In da s tem, kar ste, greste tja, z vso svojo nepopolnostjo, ker ne želimo biti perfekcionisti, ampak želimo z ljubeznijo dati tisto, kar najboljše znamo. Ja? Z ljubeznijo damo tisto, kar najboljše imamo. In to je ključna sprememba v načinu razmišljanja. Drugo je pa seveda tudi pomemben občutek lastne vrednosti in občutek notranje moči. Če boste res se hoteli strahov rešiti, se je treba ukvarjati morate res svojo lastno vrednost dvigniti. In boste mogli na nek način se ukvarjati s temi zgodbami iz preteklosti. In natrenirati telo, da tiste zgodbe iz preteklosti več ne bodo imele vpliva, ampak da bo imelo vpliv to, kar si vi izberete, da vi ste. In vi si izberete, da ljubeče in odločno podelite to, kar vi ste za tistimi, ki pač vas poslušajo, po svojih najboljših močeh. Dobro? In spomnim se takrat, ko sem se jaz odločala, čutila sem, da moram iti po poti, da bila sem zaposlena v farmaciji, imela sem v redu službo, dober avto, služben avto, služben telefon, služben računalnik, nič mi ni bilo hudega. Hvaležna za to službo. Ampak moje srce me je vleklo nekam drugam. Moje srce me je pa vleklo, da sploh nisem vedela kam, ampak želela sem se ukvarjati in pomagati ljudem in spomnim se, kako mi je bilo takrat težko, ko sem čutila, da nekaj moram narediti, hkrati pa me je strah vlekel nazaj. In podobno se boste vi tudi kdaj na odru počutili. En del vas bo hotel iti naprej, en del vas bo hotel vleči nazaj. In takrat v bistvu je bilo najtežje tudi to, da nekako okolica ni mogla razumeti, moj najbližji, niso moj bivši mož, moj domači, niso mogli razumeti te moje želje, oziroma na logičnem nivoju izgledalo neumno. Kaj boš zdaj ti pustila, solidno službo, pa 3 mali otroci so, pa družina, in bo šla se ukvarjati z nekim tapkanjem, pa boš ti nekaj svetovala ljudem, ti, ki imaš končano biokemijo. No? Ampak jaz sem to čutila, da moram to narediti. In ko sem razmišljala, mene je celo telo bolelo od tega, ko sem razmišljala, da bi šla, jaz mislila, jaz bom kar umrla, če moram iti nazaj v farmacijo. Ni šans, ne morem iti. A hkrati mi je vsak večer bivši mož govoril, glej, pusti, ne moramo preživeti, pusti. Starši so vse sorte strahov imeli, pač vsi so se bali za mene, ker so se bali, da mi pač ne bo uspelo. Ampak jaz sem čutila, da moram. In takrat toliko je bilo ene stiske, ampak ta želja je bila močnejša od mojega strahu. In če jaz pomislim, kje sem danes, da zdaj tu pred vami govorim, da vas je veliko, da vam lahko tudi kaj pametnega povem, da vam lahko iz srca govorim in kje sem bila takrat, kakšna razlika je tukaj vmes. In tu vmes je šlo za veliko spremembo mojih podzavestnih vzorcev, občutka, da nisem dovolj dobra, občutka, da nisem vredna, občutka, da mi ne bo uspelo. In vse to je nekaj, po kateri poti lahko tudi vas vodim. In tisti, ki bi želeli
iti po tej poti, ki bi želeli tudi sami se resno lotiti tega, resno očistiti stare stvari, očistiti tisto, kar vas vleče nazaj, sem jaz z veseljem tukaj, da vam dam roko in tisto, kar bi vam zdaj želela tudi povedati, je ta moj v bistvu program Notranji mir, ki je nastal na podlagi te mojega notranjega boja, ki sem ga mogla izbojevati najprej sama sabo in še z okolico. In takrat se spomnim, sem se pogovarjala z enim prijateljem, takrat z tistega obdobja in je rekel, ja, zakaj še nisi šla na svoje, če čutiš, da moreš. Sem rekla, borim se sama s sabo in borim se z okolico. Je rekel, naredi, pojdi. In dejansko se potem stvari začele odvijati in točka, kjer sem bila in točka, kjer sem zdaj, tukaj vmes, ta prehojena pot je program, ki sem ga jaz poimenovala Notranji mir. In to je ta program, v bistvu, ki bi vam ga želela predstaviti za tiste, ki želite tukaj, da se ukvarjate s svojimi vzorci, ki želite se rešiti svojih strahov, ki želite svojo podzavest pomiriti, da res stopite v svojo moč, da stopite v svojo lastno vrednost in da začutite, da pač res je življenje nekaj, kar, ko enkrat to premagaš, lahko premagaš kar. Evo, smo nazaj. Evo, smo nazaj, super, spet dela, se vidimo, super, hvala, da ste me počakali. Super, ja, tukaj zgleda, da je internet nam ven vrglo, da je internet tudi malo vroče. Super, no ravno sem vam razlagala to, ključni trenutek je bil, ki sem vam ga hotela povedati in sicer ta pot, ta moja pot, iz tega, ko sem bila vsa nemočna, ampak z močno željo, v meni je bil močen klic, da moram iti po tej poti, kot da si je nisem sama zbrala, kot da je ta pot zbrala mene, močen klic in ogromno strahov, in ogromno občutkov nevrednosti, in ogromno nemoči. In do tega, ko sem danes tukaj, da lahko res stojim pred vami, sedim pred vami samozavestno, in da vem, da sem si dvignila svojo lastno vrednost, ne da sem si jo dvignila, dojela sem jo, nikoli mi je nihče ni vzel, ampak čutila je nisem, da lastno vrednost, lastno moč. In tukaj vmes ta pot sem jo jaz spravila v 3-mesečni program, ki se imenuje Notranji mir. In če želite, vam jaz to zdaj razložim, predstavim za tiste, ki vas bo zanimalo, kako se res ukvarjati sam s sabo, kako se res spucati svojo podzavest, se naučiti delati z njo in kako nikoli več ne boste trepetali pred nikomer, kako boste vedno samozavestni in kako boste imeli moč in korake za življenje naprej. Torej, bi vas zanimalo, da vam povem, razložim, kako sem jaz prišla do tega in kako bi lahko tudi vi šli po tej poti. Ker napišite, če ste za to, da vem, da prosim, povejte. Ok. Super. Ta program Notranji mir je v bistvu sestavljen iz tega, da v bistvu čistimo svojo podzavest. Iščemo tiste dogodke v življenju, ki so nas zaznamovali. Tam, kjer se je čustvena rana vtisnila v nas, tam, kjer nam je odtekla notranja moč. In če želimo mi, da smo dobro, moramo te dogodke predelovati. In tisti, ki boste vstopili v ta program, v 3 mesecih predelamo najtežje vaše stresne dogodke iz vašega življenja. In hkrati skupaj s temi dogodki poiščemo tudi tista podzavestna prepričanja, ki so vezana na ta dogodke. Gre za občutek, nisem dovolj dobra, občutek, nisem vredna, občutek, ne bo mi uspelo. To so samo močni občutki in močna prepričanja, ki so nastala na podlagi starih stvari. In znotraj tega programa vse to spreminjamo. Katja pravi, prekrasen program, res hvala, Katja. Mislim, da si čisto sveža, nova, ampak ti je že kar všeč in včasih ljudje že po 1-2 srečanjih doživijo neko veliko olajšanje, spremembo in se jim stvari začnejo spreminjati. Torej, 3 mesece ste z mano, 3 mesece vas jaz vodim, 2-krat tedensko se dobimo tako na Zoomu kot danes, s tem, da vas vodim tudi, ne samo, da vam razlagam stvari, ampak jaz vas vodim tudi čez to energijsko zdravljenje.
kjer samo zaprete oči, greste v svoje izkušnje in jaz niti ne znam tega prav razložiti, ne znam niti prav poimenovati, kako bi bilo to, ampak jaz čutim, da se neka božja moč pretaka skozi mene in čutim, da mi prihajajo besede in tiste besede, ki jih rečem, ljudi odpirajo. In ljudje zjokajo v svoje občutke ven, ali pa imajo mravljince, ali pa imajo neko reakcijo in potem so običajno utrujeni, ampak čutijo tudi zelo veliko olajšanje. In v bistvu ta program res spreminja življenja v parih mesecih, če sodelujete, se vam res rešijo najtežje neugodje iz vašega telesa. Dobite samozavest, dobite notranjo moč, vsi ti čudni telesni simptomi se rešijo. Ja, tako da 2-krat na teden se dobimo preko Zooma, tako kot danes, v živo. In še vse ostalo zraven, Katja, ja, zraven dobite pa še celo serijo videoposnetkov, če želite, si lahko tudi čez vikende pomagate, ker čez vikend jaz ne delam, se odklopim, ne dvigujem telefona in nisem na Zoomu. In takrat, če pa me vseeno rabite, me imate posnete terapije v portalu, ki smo ga krasno pripravili z mojo krasno ekipo. Poleg tega dobite tudi moje knjige, da preberete, da logično razumete, zakaj se gre in da začnete v bistvu dobivati kontrolo nad svojim telesom, nad svojo psiho. Tako da in še osebno podporo dobite. Kadarkoli pa začutite, da se vam ustavi, pa sem vam na voljo, bodi si jaz za kako hitro intervencijo, bodi si tudi moja ekipa, kadarkoli pokličete, vsi so taki, ki so šli čez moj program, ki imajo izkušnje in ponavadi ni treba veliko, da vas premaknemo naprej. Tako da v bistvu ta program res pride do notranjega miru in vam res prinese samozavest, ne samo za javni nastop, za življenje. In da ne prenašamo nekih stisk na otroke naprej in da ste samozavestni kamorkoli greste in da v bistvu kvalitetno in ponosno živite svoje življenje. Tako da za vsakim, ki bi ga to zanimalo, se pač treba prijaviti in opravimo en tak osebni razgovor, ker vsakega res želimo čisto osebno pač sprejeti, spoznati in vsakemu želimo pač nuditi, ker mu res nudimo osebno podporo. Tako da zdaj prosim mojo ekipo, če nalepijo pač ta uvodni pogovor, tako da tisti, ki se želite, ki bi vas zanimalo, ki vam je bilo danes všeč, pojdite z nami na to potovanje, dovolite, da gremo skupaj, dopustite si, da se naučite res neke čisto nove stvari, ki niso težke in dopustite si, da se vam življenje res spremeni. Tako da, evo, tukaj se lahko prijavite, vam bom pokazala, kako v bistvu to izgleda, samo da vem, če se mi je to tudi zaprlo. Ni. Vam bom kar delila ekran, tako da vam pokažem. To je čisto neobvezno, pol urce pogovora. Glejte, to je na moji strani asiadomingo.si, podmišljaj uvodni pogovor in greste tukaj in si samo izberete svoj termin. Tako recimo zberete, naprimer, jutri imamo še nekaj terminov, dopoldne 2, naprimer kliknete v četrtek in samo napišete čisto osnovne stvari, ime, priimek, mail, telefonska, starost in tukaj, če želite karkoli v zvezi sporočiti ali pa karkoli od tega pač odkljukate. In to je vse, kar potrebujemo in zberete, kako se v bistvu želite pogovoriti, ali prek telefona, ali preko Vibra, ali preko Zooma, kakorkoli. Tako da, evo, to je v bistvu to. Zdaj pa lahko še kakšno vprašanje postavite, jaz še preberem to in bom vam tudi zavrtela od Simone. Simono smo ravno posneli eno kratko pričevanje, njej so se tudi čudežne stvari zgodile v tem programu, pa bom njeno sam še preberem. Kaj pa, če misliš, da se nič ne spomniš iz otroštva, iz osnovne šole, bi s programom lahko prišel do spominov, imam kar težave, da se soočim s spremembami v življenju? Absolutno bi lahko, ko smo enkrat v procesu, ko enkrat delamo svojo podzavestjo, se potem stvari začnejo odpirati. Jaz pa poznam tudi par trikov, da lahko te stvari pospešimo. Tako da v vsakem primeru, absolutno, če se spomnite ali ne, ste dobrodošli in absolutno deluje. In zdaj,
Bom naredila v zaključek, bomo naredili tapkanje zaključek, ja. Zdaj bi vam pa prej bi vam pa še od Simone, ostanite še z mano, kratko, samo 3-minutno video bi vam spustila, 3 ali 4 minutke video, zato da vam pokažem Simonino zgodbo, pa malo njenega navdušenja. Samo malo, da damo, nič ni dolg, pač nje ima lepo energijo, je fajn, da to slišim. Ta program 3 mesecev ti da življenje nazaj. Več energije imaš, boljše spiš, drugače razmišljaš. 20 let prej sem se borila s tesnobo, s paniko, z strahovi in z zdravili občasnimi, v bistvu občasno. In enkrat mi je bilo zadosti. Moja izkušnja s terapijo je fenomenalna. Mislim, nisem nikoli pričakovala, da bom lahko to dosegla, kaj sem v teh 3 mesecih. Bolj sem nasmejana, več energije imam, čez dan več ne spim. Vidim prihodnost, lepo prihodnost zase. Prej sem se bala iti na dopust, kaj bo, če mi bo slabo, če mi ne bo slabo. Zdaj pa si mislim, vsi pa imam vse orodje, da presežem to in začnem uživati. Ker jaz sem imela zelo dosti negativnih vzorcev, pa zelo slabo samopodobo. Jaz sem vedno govorila, da sem grda, da sem debela, da me nima nihče rad. Zdaj se je pa to fejst spremenilo. Ne vem, letim. Wow! Letiš, bravo, bravo. Kakšna je energija na terapijah? Na terapijah je zelo pozitivna energija. In tudi po vsaki terapiji sem bila drugačna. Moja duša je čutila olajšanje. In tudi še nekaj je, jaz sem drugače, imam diagnozo Crohnove bolezni in fibromialgije. In lahko povem zdaj po 3 mesecih, da so bolečine od fibromialgije tam do 80% skoraj izginile. Ker vem, da je to čustvenega izvora, obojno. To so podzavestni vzorci, ne. Tako da je res super. Torej, obe bolezni sta v 3 mesecih terapije, ko si ti čustva čistila, se je tudi bolezen zboljšala. Ja, in tudi več energije imam, začela sem drugače živeti, gledam na sebe. Kako drugače si začela živeti? Jaz sem se prej vedno prilagajala drugim. Kaj so drugi rekli, vedno me je prizadelo. Zdaj pa se samo mislim, to ni moje. Naj rešijo. Jaz pa grem svojo pot. In tudi začela sem telovaditi. Obožujem vas, Asja. Res, dali ste mi novo življenje. Glej, ti si v 3 mesecih spremenila, zdravje fizično se ti je spremenilo, partnerstvo se ti je spremenilo, čustveno počutje se ti je zboljšalo. Same take pozitivne stvari, mislim, noro, kaj lahko v 3 mesecih po čustvene travme sčistimo, ne? Težko je razložiti, kaj se, če se ti spremeni celotna celice. Jaz čutim, da se mi celice spreminjajo v glavi, da se mi spreminja miselnost. Nimam več glavobolov. Res, ne morem, nimam besed, da bi lahko opisala, to lahko samo čutiš. In res zahvala gre vam in celi vaši ekipi, da ste me podpirali, da ste z menoj bili. Jaz vidim vas kot zaupanja vredno osebo in verjamem v vas, da se bom jaz izčistila tega. Ste duša, ki premore pomagati vsem nam, kateri imamo pač negativne vzorce, negativno prepričanje. In to vaše vodenje je kot angel,
kot da ste angelček. Ja. Ne morem besediti točno tistega, kaj čutim. Pravim, kot da ste bili poslani na zemljo zato, da nam pomagate. Ampak, če se odločimo. Odlično. Imate kako vprašanje? Je kdo za? Spet se lahko še enkrat se prijavite na ta pogovor, če hočete čisto neobvezno, če hočete res nekaj spremeniti v svojem življenju. Zdaj pa za zaključek, pa prosili ste me za tapkanje v živo, ne? Lahko tudi to naredimo. Ja, ta program je plačljiv, torej vrednost tega programa je neprecenljiva. Taki programi se prodajajo za 10-15 tisoč evrov v tujini ali še več, kar res spreminja življenja. Zdravje, fizično, partnerstvo, ljubezen, ko mi emocije zrihtamo, ko podzavest zrihtamo, se nam celo življenje začne spreminjati. Vseeno smo pa dali tako ceno, da tudi vsak Slovenec jo lahko privošči in možnost je tudi na obroke, tako da plačilo celotnega programa je cena, ki jo pač plačate za program, je 1500 evrov, lahko pa se tudi razdeli na več obrokov, na 2-3 obroke ali celo več obrokov, tako da vsakim se osebno pogovorimo, koliko je tisti znesek, ki ga mesečno zmorete, da vam ne bi predstavljalo dodatnega stresa in da skupaj naredimo te velike premike, da se vi počutite samozavestni, da se začutite lastno vrednost, da začutite, kako dobri ste, kako krasno je vaše življenje in da lahko pustite travme in stare preteklosti in negativnosti res v preteklosti, ker ko enkrat to predelamo, lahko to res preteklost pustimo preteklosti. In gremo v prihodnost z dvignjeno glavo, ponosni in resnično to deluje. In to je nekaj takega, kar jaz nikjer ne v Sloveniji, ne v svetu nisem našla, ko sem jaz iskala, ko sem imela jaz stiske in v bistvu to en dar, ki sem ga dobila preko molitve, preko tolikih noči in dnevov in predanega dela in zdaj je to tukaj za vas. Tako da res možno je plačati iz tujine, seveda je možno plačati. Vi se prijavite na ta razgovor, vsak torej mora narediti to aplikacijo, da se vsakim pogovorimo, ali lahko pride v program ali ne. Načeloma vas sprejmemo, vendar če pa je kakšna taka stvar, res sprejmemo samo tiste, ki jim res 100% pomagamo. Tako da, če pridete v program, boste dosegli to, kar si vi želite. Vredno je, absolutno je vredno, dajte še enkrat ekipa moja link, tako da če se kdo opogumite si, pogovor vas pa čisto nič ne stane. Ja, hvala, tole pričevanje je bilo čudovito in res sem enkratna oseba. Ja, hvala lepa. Jaz res živim za to in da kmalu odhajamo tudi v tujino z mojo ekipo, se pripravljamo, da to znanje in to v bistvu nek ta božji dar, jaz lahko temu rečem, jaz sploh nimam, ne vem, ne znam niti samo opisati, ki mi je bil dan, da ga podelimo svetu. Zdaj pa, evo, kdor še ni, si izberite svoj termin, drugače pa lahko še malo vas še enkrat naredimo en tak zaključek, tokrat boste isto stali, ampak ja, ker prijavite se za pogovor. Jadranka, dobrodošla. Glejte, tapkali bomo sočasno, ne, pa ni vam treba tapkati, samo vstanite, pa gremo, vas bom še malo ojačala, prav? Preden se poslovimo, da vam dam še malo poguma za odločitev, da za svoje življenje, ne zame, za vas gre, za vaše življenje, za vaše otroke, za vaše službe, za vaše ljudje, ki so v tem programu pol poročajo, da imajo tisti, ki so imeli slabe službe, menjavajo službe, grejo na boljša delovna mesta, partnerstva spreminjajo. Glejte, ampak tako kot je Simona zaključila stavkom, samo če vi hočete. To je pa seveda odločitev, je pa čisto vaša. Zdaj pa vas prosim, da vstanete, se obrnete spet tam, kjer ste si vi zamislili, da je vaša publika, da so ljudje in samo stojte in bodite v drži ljubezni. V drži ljubezni, da ljubezni najprej do sebe. Zaprite oči, v drži ljubezni ste. Ljubezni do sebe.
in stopite v svojo moč, kot bi naredite korak naprej in stopite v svojo moč, kot bi stopili v svojo moč. In si predstavljate, kot da čez celo vaše telo teče moč, kot da ste pod takim slapom moči, ki teče čez celo vaše telo. In začutite najprej ljubezen do sebe in lastno vrednost. In kot da ste pod slapom in skozi vas teče in se vaša lastna vrednost spet jo čutite. Vaša lastna vrednost nikoli vam ni bila vzeta, ampak začutite jo zdaj. Vzamite si jo nazaj. Vzamite si svojo lastno moč nazaj in ljubezen do sebe si dajte. Te 3 stvari. In ko imate te 3 stvari postavljene pri sebi, se obrnite k ljudem in jim spoštljivo in prijazno. Si predstavljate, da jim spoštljivo in prijazno poveste to, kar čutite, da jim lahko poveste. Samo to, kar imate, iz tega, kar imate, dajajte. Dajajte to, kar imate. In dajajte brez obsojanja sebe, ljubeče do sebe, z spoštovanjem do vseh, ki vas poslušajo, in z mirom, da je vse v redu. In zdaj si predstavljajte, da je možno, ne samo ta javni nastop, da je možno celo vaše življenje živeti z mirom v srcu, z ljubeznijo v sebi, ljubeznijo do sebe najprej. Da je možno stopiti svojo notranjo moč za celo vaše življenje. Predstavljajte si, da lahko se vaše življenje spremeni v tem smislu, da ne boste več živeli pod vplivom strahov, pod vplivom pomanjkanja, pod vplivom, da so stvari nemogoče, da vam niso dosegljive, ampak da stopite v svojo moč za celo vaše življenje, da veste, da vam je dosegljivo to, kar si vi želite, da veste, da lahko jasno poveste svoje mnenje, da imate pravico biti to, kar ste, da imate pravico živeti tako, kot si vi želite. In samo, ko da teče ta energija ljubezni, slab ljubezni čez celo vaše telo. In vas polni. In vam daje pogum za odločitev za vaše življenje, ne zame. Za vaše življenje. Pogum, ki bo večji od vaših strahov, pogum, ki bo večji od vaših dvomov, pogum, ki bo večji od priučene nemoči in pogum, da si boste na novo priučili moč, da boste na novo priučili lastno vrednost, da boste na novo priučili, da se boste na novo preučili, kako živeti z občutkom globoke lastne vrednosti, z občutkom ljubezni do sebe in notranje moči. In potem vse to lahko delite s komerkoli na tem planetu. Z avtoritetami ali pa z otroci, s tujci ali pa z domačimi, v službi ali pa doma. Ko imate enkrat notranjo moč, notranji mir in ljubezen do sebe. Potem se lahko jasno izrazite, karkoli želite. Lahko jasno poveste, brez strahov in brez sramu. In na vas je zdaj, da se odločite, da se resno lotite odstranjevati strahove iz svojega življenja, dvome iz svojega življenja in namesto tega živeti za svojo notranjo močjo, z vrednostjo in spoštovanjem do vseh drugih. Tako, naredimo vdih, izdih. Še enkrat toplo povabljeni, da si izberete svoj termin, da pridete na pogovor, da se odločite zase in tukaj vam je res na voljo ta moj program Notranji mir, ki bo za vas delal čudeže.
Tako da, če imate pa še kako vprašanje, pa ste na voljo. Ali program temelji predvsem na tapkanju, uporabljate še druge pristope? Zelo veliko različnih pristopov uporabljam, veliko je te energijske vizualizacija in veliko je te energijske terapije. Bistvo pa je, da iz preteklih situacij brišemo stare občutke in vas pripeljem do notranjega miru, do notranje moči, do tega, da se čutite vredni, do tega, da imate pogum za življenje, karkoli že to za vas pomeni. Okay. Tudi sama lahko potrdim, da je program super. Tako, super predavanje in današnji večer. Velja, tudi jaz se vam, kdaj se začne, evo program teče skozi, tako da lahko se prijavite in lahko takoj začnete. Hvala od srca, hvala tudi vam. Program lahko začnete takoj, samo vpišite, prijavite se na razgovor, danes, jutri, ponedeljek, torek in gremo v akcijo in začnemo z delom. In začnemo s tem, da vas rešimo. Hvala lepa za ta večer, lepo mi je bilo z vami in vse je dobro. In se vidimo, srečno!